Tole je otroški poročevalec Switch Turbej, ki je pred dobrimi 4 leti intervjuval igralko Niko Rosman. Tokrat ga bomo videli na drugi strani mikrofona. Otroški poročevalec Lawrence je namreč mladega igralca povprašal o novem filmu za mlade Tartinijevem ključu. Ta v kina prihaja sredi oktobra, namesto osrednjega prizorišča iz filma Tartinijevega trga v Piranu sta se fanta postavile na Prešernov trg v Ljubljani. Živjo, jaz sem Lawrence in rad imam dobre filme. Ker me zanima vse v zvezi z njimi, se bom zdaj dobil s Svitom, ki igra v novem slovenskem filmu. O čem govori Tartinijev ključ? Tartinijev ključ je neka poletna zgodba, dogodivščina, kjer se dogaja prva ljubezen. Ti tudi nisi tukaj? Jaz sem scela. Lovljenje zaklada in tako nasploh. A si film končen tudi pogledal? Ja, film si že večkrat pogledal, v Sarajevu smo imeli premiero svetovno. Meni je film zelo všeč, edin sebe ne morem gledati na platnu. Zakaj pa ne? Samega sebe ne morem gledati. V koliko filmih si pa ti že nastopil? V 2 celovečercih pa v 4 kratkih filmih. Kako pa ti je bilo na snemanju? Ful je bila fajn ekipa, jaz bi tam živel, če bi lahko. Res smo se imeli fajn non-stop. Kaj ti je bilo najtežje posnet? Kader, kjer sva z Jurjem Drevenškom na avtobusu, zato ker se nisem mogel nehati smejati, ker je že sam po sebi tak lik, da mi je tako smešen, da sem se mu kar smejal. Pri katerem delu snemanja ti je bilo pa najbolj zabavno? Najbolj smo se pa zabavali na snemanju koncerta od LPS-a, to je bil zadnji snemalni dan v Piranu. Je bila res velika žurka. Imaš občutek, da zdaj Piran kaj boljš poznaš, kot si ga prej? Absolutno, prej sem bil, ne vem, če sem bil 2-krat v Piranu, zdaj pa celega vsak skrivni kotiček poznam. Glede na to, da je toliko filmov za mlade, zakaj misliš, da bi si mogel lih Tartinijev ključ pogledati? Ker se mi zdi to fenomenalna zgodba, zdi se mi, da je lepo upisan, kako se da preživeti poletje brez telefona in ker je konec koncev tudi zelo zabavna zgodba. A pa ti bi preživel poletje brez telefona? Ja, težje, zato ker je zdaj to postala neka komunikacija, ampak če bi se res pravil k temu, bi si ga lahko predstavljal. Wow, še en dober film. Ko mi čakam, da ga vidimo v kinu. Adijo!